Džönang Čigong znanost. Izvleček iz skripte Društva za kakovost življenja Leteča želva. 9 značilnosti Džönang Čigonga. 9. značilnost. Reakcije na vadbo se realizirajo skozi vadbo Čigonga, večinoma kot izpust bolezni. Ko vadimo Džönang Čigong, hitro začutimo či, učinki so zelo dobri, zdravje telesa se kontinuirano izboljšuje oziroma prehaja na višje nivoje in spremembe so opazne. V procesu, kjer se telo zelo hitro spremeni, preide na izboljšan nivo zdravja, se akumulacije, ki niso koristne za razvoj človeške dejavnosti na višji nivo, korak za korakom sprostijo. Te sprostitve so tako mentalne kot fizične. V času sprostitve se lahko v relevantnem delu telesa pojavi nelagodje ali bolečina. To se imenuje reakcija na vadbo Čigonga. Obstaja več različnih reakcij na vadbo Čigonga. Prvič. Reakcije ob izpustu bolezni in toksinov. Po vadbi Čigonga nekatere bolezni v telesu ne morejo tako izginiti ali se vrniti v normalo. Nekatere škodljive snovi v telesu je treba izpustiti zelo hitro, po različnih kanalih. Zato se pojavijo različne reakcije od izpusta toksinov in ali bolezni. Nekateri izpusti se pojavijo iz nižjih sistemov telesa, kot driska, krvava stolica, gnojeva stolica, moten urin, povečana in vonjava menstruacija, levkoreja. Nekateri izpusti se pojavijo iz glave, kašljanje, sluz, bruhanje, bljuvanje sluzi in krvi, curljanje iz nosu, gnoj in kri iz nosa, povečani izločki iz oči. Nekateri izpusti pridejo iz drugih delov telesa in 4 okončin, kot vročina, znojenje, izpuščaji, akne in glivice na nogah. Vsi ti simptomi so lahko manifestacija izpusta toksinov in ali bolezni. Za večino ljudi je najbolj običajna in najhitrejša reakcija za izpust toksinov in ali bolezni driska. Nekdo iz mesta Liaoyuan, na smrt bolan za rakom debelega črevesa in danke, je imel v 22 dneh tečaja Čigonga drisko več kot 300-krat. Ko je hodil gor in dol po stopnicah v drugo nadstropje, so ga morali ljudje podpirati. 3. dan vadbe Džönang Čigonga se je driska začela in 7. dan je moral na stranišče 37-krat. Izpust je vseboval gnoj, kri in kislo tekočino. Pred koncem 22. dne vadbe Džönang Čigonga, ko je iz organizma izločil ogromno količino bolezni in toksinov, je lahko zaužil 600 gramov hrane na dan in sam hodil po stopnicah gor in dol v 5. nadstropje. Včasih so reakcije od izpusta toksinov in ali bolezni zelo močne. Če se je bolezen izvorno pojavila zaradi vročice, potem bo izpust bolezni in toksinov navadno prinesel visoko vročino, do 40 stopinj, včasih celo 41. Če je visoka vročina reakcija na izpust bolezni in toksinov, bo pacientova glava ostala jasna in ne bo glavobolov in vrtoglavice. Ne glede na vrsto reakcije, ni razloga za skrb, niti ne bi smeli prekiniti vadbe. Vprašanje. V situaciji, kjer ne moreš razlikovati, ali je simptom bolezen ali reakcija od izpusta bolezni, kaj storiti? Džönang Čigong ne diagnosticira simptomov, da bi dosegel zdravljenje. Zato, če je bolezen, lahko brez vprašanja zaupaš, da lahko vadba Čigong ozdravi bolezen. S predano vadbo lahko bolezen izgine. Če nekogaršnja zavest uma ne more preko mentalne bariere, vedno sumničava, da gre za bolezen in v dvomih o zdravilnih učinkih Čigonga, je primerno, da vzame zdravila. Če jemljete zdravila,
Vzamite samo zdravila, ki izboljšujejo situacijo, ne kontraproduktivnih zdravil. Za drisko uporabite laksative, ne zdravil, ki ustavljajo drisko. Za kašljanje uporabite zdravila, ki raztopijo sluz, ne zdravilo, ki lajša kašelj. Za krvavitev uporabite zdravila, ki rečijo in sproščajo akumulacijo, ne zdravil, ki ustavljajo krvavitev. V resnih primerih se posvetujte z zdravnikom. Za vročino uporabite zdravila, ki pospešujejo znojenje, ne takih, ki hladijo telo. Poleg tega ne uporabljajte intravenoznih infuzij, da bi ustavili tok yang čija. Zmerne količine zdravil, ki vračajo moči, bodo koristne za vse reakcije na izpust bolezni in toksinov. Drugič. Reakcije čija vplivajo na dele telesa, ki so obremenjeni z boleznijo. Večina ljudi s kronično boleznijo bo imela te reakcije. Če je bil del telesa dolgo časa obremenjen z boleznijo, se je telo prilagodilo bolezni in ustvarilo začasno patološko ravnovesje z boleznijo. Po vadbi qigonga imamo lahko občutek, da so prizadeti deli telesa še bolj obremenjeni kot poprej. To so reakcije na vpliv čija na prizadete dele telesa. Te reakcije so svojstven fenomen. Po vadbi qigonga je energija znotraj telesa komparativno obilna in se bolezen začne zdraviti, ni pa se še vrnila v normalo. Energija človeka se poveča in se kontinuirano bori z boleznijo. Funkcija telesa, vključno z občutki deli telesa, ki ga je bolezen prizadela, se bodo korak za korakom okrepile. Ko se vrne občutljivost za doživljanje bolezni, lahko tudi simptome občutimo bolj silno. To lahko ustvari iluzijo, da je bolezen slabša kot prej. Naprimer, recimo, da je na kosti na enem od vratnih vretenc izrastek. Če na vratnem vretencu izraste trn in dvignemo roke, bo to zelo boleče. Po več letih se trn ne bo nič zmanjšal, roke pa bomo lahko dvignili brez hujših bolečin, ker se bo telo patološko prilagodilo tako, da omeji gibanje. V pojasnilo lahko uporabimo načela čija in krvi kitajske medicine in čija in krvi meridianskih kanalov qigonga. Vsi deli človeškega telesa so pokriti z velikimi in majhnimi meridianskimi kanali. Naprimer, na začetku či in kri tečeta vzdolž 10 žil roke. Ko izraste trn, je pretok po 3 žilah oviran, žile niso dovolj odprte. Istočasno, če roko premikamo enako kot poprej, je či oviran in pojavi se bolečina. Ni odprto, potem bolečina. Če so žile blokirane in niso dovolj odprte dlje časa, nekateri deli roke ne bodo preskrbljeni s čijem in krvjo. Funkcije se bodo zmanjšale in usahnile in občutek bolečine bo izginil. Po vadbi qigonga je čija v obilju, 3 ovirane žile se silovito odprejo in funkcija roke se začne ponovno vzpostavljati, vendar ne doseže takoj normalnega stanja v celoti. Skupaj z okrevanjem senzorne funkcije se pojavi še več bolečine in nelagodja. Zato reakcije, povezane s spremembo čija, vplivajo na dele telesa, prizadete z boleznijo, vendar je to dejansko le manifestacija okrevanja in vračanja zdravih funkcij na prej obolelem mestu. S kontinuirano vztrajno vadbo qigonga bo tudi energija bolj obilna in bolečina bo sčasoma izginila. Drugačna situacija se lahko pojavi, ko je znotraj telesa mesto, kjer je bolezen latentna ali kjer stara bolezen še ni v celoti izginila. Čeprav je bila bolezen ozdravljena, še vedno ostajajo neke informacije. Tudi v takih primerih se lahko po vadbi qigonga pojavijo reakcije. To je manifestacija postopnega čiščenja telesa.
Tretjič. Reakcije kot posledice napredka. Za zdrave ljudi se po vadbi qigonga zdravje telesa in uma postopno izboljšuje. Tudi tu se lahko pojavijo reakcije. Ko se nivo zdravja dvigne pri nezdravih ljudeh, morajo izpustiti patološke vsebine bolezni. Ko zdravi ljudje napredujejo na nov nivo zdravja, tudi morajo izpustiti iz telesa vse tisto, kar ni v skladu z višjim nivojem zdravja. Zato se pojavijo reakcije, podobne reakcijam ob izpustu bolezni in toksinov. Ko se nekdo pomika navzgor po lestvici zdravja, to vsebuje proces, ki čisti snov znotraj telesa. Za ponazoritev lahko uporabimo parabolo. Moka ima lahko več značilnosti: grobomleta, normalna in finomleta. Grobomleta moka ustreza nezdravim ljudem, normalna moka ustreza normalno zdravim ljudem in finomleta moka ustreza izjemno zdravim, inteligentnim in modrim ljudem. Ko želiš, da bi grobomleto moko približal kakovosti normalno mlete moke, je treba grobomleto moko presajati skozi bolj drobno sito. Ko želiš, da bi normalno mleto moko približal kakovosti finomlete moke, je treba normalno mleto moko presajati skozi fino sito. Reakcije kot posledice napredka ne bodo manj resne kot ali lahko celo presežejo reakcije ob izpustu bolezni in toksinov. Džunang Qigong ni edini sistem, ki ima reakcijo na napredek. Samo manifestacije reakcij so drugačne. V daoističnem zaprtem sistemu se bo ob doseganju velikega dana pojavila reakcija, preden se qi kompletno odpre. V skladu s starim rekom je to celovito preukalupljanje sebe. Reakcije so zelo silne in zgoščene v časovno obdobje med 7 in 15 dni. V tem času se lahko pojavi visoka vročina, koma, ki traja 7 dni in 7 noči. Sklepi so zelo boleči in iz 7 odprtin glave teče gnoj in kri. V starih časih so ljudje razsežnost te agonije opisovali kot: tudi če si 100% močna oseba, ko prideš na ta nivo, nimaš niti 1% izbire. Ker zelo malo ljudi, ki vadi daoistično metodo, doseže nivo veliki dan, večina oseb, ki vadi, nima reakcij tipa celovito preukalupljanje sebe. Džunang Qigong je metoda odprtega sistema. V procesu odpiranja telesa, čija in uma moramo vedno spremeniti sebe, pridobiti novo ravnovesje med seboj in naravo. Zato po kratkem času vadbe lahko pride do reakcij zaradi sprememb zdravja. Ko ena reakcija izgine in jo nadomesti izboljšanje zdravstvenega stanja, se lahko pojavi zopet nova reakcija. Malo po malo te reakcije gradijo veliko spremembo in na koncu lahko dosežemo nivo celovitega preukalupljanja sebe. Ko se pojavijo različne reakcije od prakticiranja qigonga, kot opisane zgoraj, ostanite mirni in zaupajte, da gre za začasni fenomen v postopku izboljšanja nivoja zdravja. To je zelo pomembna pravilna uporaba zavesti. Srce je napolnjeno s srečo, pošilja dobre informacije sebi, da sedaj bolezen izginja ali da zdravje postaja mnogo močnejše. To lahko pospeši qi, da bo deloval še bolje. V nasprotnem primeru, če ste polni skrbi in strahu, pošiljanje slabih informacij sebi, da je bolezen še slabša ali da je vadba napačna, ne le onemogoča pravilno delovanje qija, ampak celo bolj verjetno vpliva na napačno delovanje qija. Ko razumete, da je reakcija na vadbo ena od značilnosti Džunang Qigonga, jo morate obravnavati na način: če razdalje ne prehodimo tako, da mraz prodre globoko v kosti, ne bomo zavohali sladkega vonja zimskih cvetlic. Hun Yuan Ling
Tung. Ha.